Obravnava izgleda tako, da se pacient vključi v telemedicinsko obravnavo na infekcijski kliniki po presoji COVID zdravnika. Na infekcijski kliniki prejme merilne sisteme in pa natančna navodila, kako bo telemedicinska obravnava potekala. Nato si pa dvakrat na dan, zjutraj in pa popoldan, zmeri vitalne znake in pa reši vprašalnik. Vsi ti podatki se neposredno prenesejo na klinični portal v telemedicinskem centru, kjer zdravstveno osebje, medicinska sestra in pa 2 zdravnici pripravnici spremljata rezultate meritev in pa odgovore na vprašalnike in v primeru rumenih ali pa rdečih alarmov po algoritmih ukrepajo. Do sedaj smo telemedicinsko obravnavali 34 pacientov, povprečno imamo vključenih na dan okrog 15 pacientov, ki jih medicinske sestre spremljajo preko kliničnega portala in pa zdravnice pripravnice na daljavo. Pacient, ki je vključen v telemetrijo, dobi vedro, ki vsebuje merilce za vitalne funkcije. Dobi digitalni privaroči, oksimeter in pa termometer. S pomočjo tablice, na kateri je aplikacija, ki jo ustvaril Telekom Slovenije, se podatki prenesejo v računalniški sistem, v katerem je zapisan datum meritve in ura meritve. Tukaj, če so vitalne funkcije odstopajo od normalnih vrednosti, se nam pokažejo različni alarmi. Drugače pa vsako meritev potrdimo in to povratno informacijo dobi tudi pacient, da smo to videli. Tukaj sta 2 vidika. Prvi vidik je, da človek mora biti nekako usposobljen za to oziroma se ga mora dati naučiti, da lahko uporablja te pripomočke, mora biti torej pokreten oziroma mora imeti nekoga zraven, da mu bo pomagal pri upravljanju s temi napravami, vendar je večina ljudi zelo hitro učljivih, tako da na ta način zelo malo ljudi lahko izgubimo. Druga stvar pa je, kdo bo od tega dejansko največ imel, se pravi, da bomo najprej zaznali primere, katere moramo prepoznati. To so vsekakor osebe, ki so iz ranljivih skupin oziroma iz skupin, ki so bolj ogroženi oziroma imajo hujši potek predviden, kot so osebe z imunsko pomanjkljivostjo, kot so starejši od 60 let, pridružene bolezni, kronične, skratka dejavniki tveganja, ki jih že poznamo. To je izjemnega pomena, saj na ta način smo že v spremljanju telemedicine zaznali določene osebe, ki smo jih potem dobili prej na pregled, prej lahko hospitalizirali, sprejeli torej v bolnišnico in na ta način tudi prej zaznali in jim pomagali. Sistem, ki ga trenutno uporabljajo za spremljanje COVID bolnikov, je pravzaprav sistem, ki smo ga v okviru projekta EcoSmart v programu za napredovalno srčno popuščanje in transplantacije srca pod vodstvom profesora Vrtovca razvili pravzaprav za bolnike z napredovalnim srčnim popuščanjem, ki čakajo na presaditev srca in za spremljanje bolnikov v bistvu po presaditvi srca. Gre za pravzaprav obe zelo občutljivi populaciji, ker oddaljen in pa kontinuiran nadzor zelo pomaga pri pravočasnem odkrivanju na eni strani poslabšanja srčnega popuščanja, na drugi strani odstopanja, kar se tiče delovanja presadka in pač nam omogoča pravočasno in ustrezno ukrepanje, da ne zamudimo. In ta sistem smo pravzaprav adaptirali oziroma celo nekoliko poenostavili za te COVID bolnike, hkrati pa kljub temu, da je zdaj primarno fokusiran na COVID bolnike, še vedno ga uporabljamo tudi za bolnike po presaditvi srca in upamo, da bo po zaključku te epidemije oziroma si želimo tudi ta sistem primarno namenjen ponovno bolnikom, za katere je bil v osnovi razvit,